Nekoč je na Kitajskem živel študent. Ime mu je bilo Mi. Bil je pa tako reven, da si ni mogel privoščiti niti skodelice čaja. Bil pa je tudi nek lastnik čajnice. In ta lastnik čajnice je dobrodušno vzel pod streho študenta Mija in ga hranil in pojil ves čas njegovega študija. Ko je Mi dokončal študij, je stopil pred svojega gospodarja in mu rekel, da mu nikoli ne bo mogel poplačati vsega, kar je ta storil zanj. A vseeno se mu bo izkazal za hvaležnega. Vzel je iz žepa košček rumene krede in na steno čajnice narisal veliko rumeno štorkljo. In je rekel lastniku čajnice: to je čudežna štorklja. Ko se bo čajnica napolnila, 3-krat zaploskajte z rokami. Takrat bo štorklja stopila s stene in zaplesala. In to vam bo prineslo 1000-krat več denarja, kot bi vam ga pa jaz kadarkoli lahko vrnil. In res, študent Mi se je obrnil in niso ga več videli. Naslednji dan, ko je bila čajnica polna, je lastnik čajnice 3-krat zaploskal z rokami in štorklja je stopila s stene. In zaplesala je tako čudovito, da so jo vsi občudovali, vzdihovali, kaj takšnega še nikoli niso videli. Glas o čudežni štorklji se je razširil po vsej deželi in od povsod so drli v čajnico, da bi videli lepoto te štorklje, njenega plesa. Čajnica je bila vsak dan polna in res se je zgodilo to, kar je prerokoval študent, da mu je prinesla ta štorklja veliko denarja. A eno mu je pa še povedal študent Mi, preden je šel, da ta štorklja nikoli ne sme plesati za enega samega človeka. Pa je prišel v čajnico nekega dne načelnik tistega mesta, ponosen mandarin s svojimi služabniki, in je rekel lastniku čajnice, ko je videl, da tam sedijo študenti, delavci, rokodelci, in ko je videl njih, je rekel: sam hočem biti. Naj grejo vsi ti ljudje ven. Hočem, da štorklja pleše samo zame. In je položil pred lastnika čajnice kup denarja. In ko je ta videl tisti kup denarja, je pozabil na to, kaj mu je študent Mi rekel, preden je šel. Načelnik je s svojimi služabniki s palicami pregnal vse ljudi iz čajnice in čakal, da štorklja zapleše samo zanj. Lastnik čajnice je 3-krat zaploskal, štorklja je stopila s stene, ampak je plesala tako žalostno, tako mračno in zaplesala je samo en ples in se potem vrnila na steno. In ni več hotela plesati. Načelnik je bil ves besen, rjul je, da naj vendar štorklja pleše zanj. A ta se več ni premaknila s stene. Tiste noči je nekaj potrkalo na vrata lastnika čajnice, šel je ven kar v pižami in pogledal in zunaj je stal študent Mi. Nič ni rekel, samo vzel je piščalko in nanjo zapiskal. Takrat pa je štorklja stopila iz stene in sta šla. In nikoli več ju nihče ni videl. Stari ljudje pa še danes pravijo, da kadar na svetu zavlada takšen čudež, pripada vsem.
In če bi nad njim hotel zavladati en sam človek, potem bo ta čudež zavedno izginil.